Pozdravljeni in dobrodošli v informativni vdaji Splet dogodkov tedna. Že smo na polovici dni do Božiča, vreme pa postaja vse hladnejše, kar nas vabi, da se zatečemo v svoje tople domove in si privoščimo počitek. A tudi v prazničnem mesecu novice ne počivajo, zato sem z vami, da vas popeljem skozi najpomembnejše dogodke iz Slovenije in sveta. Ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki je 10. decembra, Združeni narodi pozivajo k miru in spoštovanju mednarodnega prava. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je opozoril, da so človekove pravice nedeljive, saj je kršitev ene kršitev vseh. V Sloveniji varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja pomen kulture dialoga pri varovanju teh pravic. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na isti dan vsem izbrisanim podelila priznanja za izjemno delo na področju človekovih pravic. Ob tej priložnosti je izpostavila svojo zaskrbljenost, da v uradu predsednice še vedno niso prejeli odgovora vlade, predvsem pa Ministrstva za notranje zadeve na predlog zakona, ki bi sistemsko uredil položaj izbrisanih. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je pred dnevi odprl prenovljene in dozidane prostore Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani. Zavod je eden največjih tovrstnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji, ki ga v tem šolskem letu obiskuje 394 otrok, učencev in dijakov, so sporočili iz ministrstva. V domovih za ostarele je bila izvedena raziskava, ki je pokazala, da imajo starejši visoko stopnjo sarkopenične debelosti, ki je posledica prenizkega zaužitja sadja, zelenjave in polnovrednih žit. Za izboljšanje prehrane načrtujejo optimizacijo obrokov, da bodo njihovi varovanci dobili več prehranskih vlaknin in nižji vnos maščob, kot so tiste iz mesa. Zanimanje iskalcev zaposlitve za delo v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle je letos padlo na rekordno nizko raven, kaže anketa Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Domovi in zavodi so letos uspešno zapolnili le 27% prostih delovnih mest, medtem ko je lani ta delež znašal 30%. Leta 2020 pa več kot 50%. Zaskrbljujoče je zlasti pomanjkanje kadrov v ključnih poklicih, kot so bolničarji negovalci, dietni kuharji, medicinske sestre in socialne oskrbovalke. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na seji odločil, da bodo pokojnine in drugi denarni prejemki v letu 2025 izplačani na zadnji delovni dan v mesecu, razen v decembru 2025, ko bo izplačilo zaradi novoletnih praznikov izvedeno 29. decembra. Več 100 Slovencev zasluži na platformi OnlyFans, kjer večinoma objavljajo videe za odrasle. Rekorder je v nekaj letih zaslužil kar 1 milijon evrov. Finančna uprava zdaj ustvarjalce vsebin poziva, naj se ustrezno registrirajo in prijavijo vse dohodke iz te dejavnosti, saj so globe za neizpolnjevanje obveznosti visoke. OnlyFans je sicer najbolj znan po erotični in pornografski vsebini, za katero ustvarjalci zaračunavajo mesečno naročnino. Finančna uprava opozarja, da imajo podatke o dohodkih uporabnikov platforme za več let, zato poziva vse, ki tega še niso storili, da do konca decembra prijavijo svoje zaslužke. Tisti, ki dejavnosti niso ustrezno registrirali, pa se lahko soočijo ne le z visokimi globami, temveč tudi z odvzemom premoženjske koristi zaradi dela na črno. Sirska prestolnica Damask je padla v roke upornikom, s čimer se je končala vladavina Bašarja al-Asada. Vojaško poveljstvo je potrdilo padec režima, uporniki pa so že začeli sodelovati z nekdanjim premierjem al-Džalalijem. Asad je nekaj ur pred tem zapustil Damask, na osrednjem trgu pa so se ljudje veselili konca njegove vladavine. Bašar al-Asad je z družino prebegnil v Moskvo, kjer so dobili azil iz humanitarnih razlogov.
Predsednik prehodne vlade, Mohamed al-Bashir, je vse sirske begunce pozval, naj se vrnejo domov, obljublja pa, da bodo v Siriji zagotovljene pravice vsem. V Parizu so se pred ponovnim odprtjem katedrale Notre Dame v Elizejski palači srečali francoski predsednik Emmanuel Macron, ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski. Po pogovorih je Macron pozval k nadaljevanju skupnih prizadevanj za mir in varnost. Zelenski je srečanje označil za produktivno, poudaril pa, da si vsi želijo, da se vojna v Ukrajini konča čim prej in pravično. Na družbenem omrežju X je zapisal, da so se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju in ohranjanju stikov. Države članice EU so se dogovorile o 15. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je sporočilo madžarsko predsedstvo Sveta EU. Novi ukrepi bodo med drugim omejili delovanje ladij, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in Rusiji pomagajo pri izogibanju sankcije. V ljubljanskem kinodvoru se danes začenja 40. festival LGBT filma, ki ga bo odprla predsednica Nataša Pirc Musar. Festival, ki bo trajal do 16. decembra, ponuja 22 celovečernih filmov, dokumentarcev in kratkih filmov. Glavnina projekcij bo v Slovenski kinoteki, nekateri filmi pa bodo na voljo tudi prek spleta. Filmi prihajajo iz 35 držav in prinašajo različne zgodbe LGBT+, letos pa je v središču pozornosti italijanski film. Rubinasti čeveljci, ki jih je v filmu Čarovnik iz Oza nosila Judy Garland, so na dražbi konec tedna dosegli rekordnih 32,5 milijona dolarjev oziroma 30,7 milijona evrov. Ti svetleči čevlji med najslavnejšimi pari obutve v zgodovini so v nekaj trenutkih presegli začetno ceno 3 milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Univerzi Gaudet v Washingtonu trenutno poteka svetovno prvenstvo gluhih v košarki 3x3. Slovenija 2 se je uvrstila v osmino finala in proti Dominikanski republiki izgubila z rezultatom 9-21. Slovenija 1 je v osmini finala premagala Švedsko z rezultatom 22-11 in se uvrstila v četrtfinale. Danes ob 21. uri se bo pomerila z Ameriko 1. Slovenske rokometašice so na letošnjem evropskem prvenstvu po visokem porazu proti Nemkam s 16-35 osvojile končno 10. mesto, kar je njihov tretji najboljši dosežek na dosedanjih evropskih prvenstvih. Ob tem so izenačile svojo uvrstitev s tekmovanja na Danskem leta 2002. V torek je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala tradicionalna prireditev Društva športnih novinarjev Slovenije Športnik leta. Športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Tadej Pogačar sta postala najboljša slovenska športnika leta 2024. Za najboljšo ekipo je bila izbrana moška nogometna reprezentanca Slovenije. Vsi so bili najboljši že drugo leto zapored. V soboto bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne rahle padavine, po nižinah večinoma kot rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v severni polovici Slovenije. Krepil se bo temperaturni obrat, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo topleje. Zdaj pa je na vrsti kretnja tedna. Kretnja tedna je azil. Kretamo jo takole. Azil pomeni zaščita oziroma zatočišče,
ki ga tuja država nudi emigrantom, največkrat političnim. Po tem pestrem naboru novic vam želimo mir, toplino in ljubezen. Hkrati vas opozarjam, da v prazničnih dneh pazite nase, na bližnje in tudi na živali, zlasti pred pirotehniko. Policija je namreč zasegla večjo količino pirotehničnih izdelkov, ki so jih imeli v posesti mladostniki. Bodite pozorni na svoje okolje in poskrbite za varnost. Se vidimo naslednji teden.